Gospod Rokavec, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji županovega kabineta. Ja, lep pozdrav tudi vam in spoštovanim gledalkam in gledalcem. V teh dneh so se pričela dela na enem izmed najpomembnejših projektov v občini Litija, in sicer na urgentnem satelitskem centru. Ja, zagotovo moram reči, da se je zdaj iz vseh aktivnosti, priprave dokumentacije, postopkov, izbire izvajalca, del, nadzora in tako naprej, zadeva premaknila k sami izvedbi, se pravi, konkretno v začetku novembra so se pričela gradbena dela za izgradnjo satelitsko-urgentnega centra pri Zdravstvenem domu Litija. Zdi se mi, da je izjemno pomembno, da smo prišli prvič do umestitve v mrežo satelitskih urgentnih centrov in potem v nadaljevanju tudi do sofinanciranja tega projekta, ki je zagotovo velikega pomena za nadgradnjo osnovnega zdravstvenega varstva, predvsem pomeni eno višjo stopnjo nujne medicinske pomoči in hkrati tudi ugotovitev vseh pristojnih na področju zdravstva v Republiki Sloveniji, da je to območje med zasavsko-dolenjskim območjem na nek način mnogokrat težko dostopno do nujne medicinske pomoči, če je locirano na, se pravi, obstoječe urgentne centre, naj si bo Ljubljana ali Trbovlje. In zato je na mestu, da je prišlo do najprej ustanovitve, se pravi mreže satelitskih urgentnih centrov, in drugo, da smo zdaj priča tudi sami izvedbi. To je druga oziroma tretja investicija teh satelitsko-urgentnih centrov, ki se izvajajo v Republiki Sloveniji, in mislim, da smo tukaj naredili vso potrebno domačo nalogo, ustrezno dokumentacijo. So samo še manjši detajli, da pridemo tudi do podpisa pogodbe o sofinanciranju, ki bo del tudi evropskih sredstev. Vemo, da je projekt vreden dobrih 4,5 milijone evrov. Od tega, se pravi, skupaj z nadzidavo zdravstvenega doma, približno dobrih 2,5 milijona je tistih sredstev, ki jih bo kril proračun Republike Slovenije. 1,1 milijon 100 tisoč občina Litija, približno okoli 500 tisoč občina Šmartno, preostali del pa se bo pokril še iz, se pravi, rezerv, ki jih ima Zdravstveni dom Litija. Se mi zdi, da gre tudi za en tak zelo mrežen pristop k financiranju in zagotavljanju finančnih sredstev, in ki lahko res privede do tega, da bo že sedaj dobro osnovno zdravstveno varstvo še nadgrajeno z, se pravi, kvalitetno tako rešitvijo nujne medicinske pomoči in seveda še dodatnimi prostorskimi zmožnostmi za delovanje samega osnovnega zdravstvenega varstva. V teh dneh se nam obeta tudi obisk ministrice. Tako je, v teh dneh, konec tedna, bo tudi svečana položitev temeljnega kamna za izgradnjo satelitskega urgentnega centra. Zdi se nam vsi skupaj, tako ustanoviteljem občine Litija, občini Šmartno pri Litiji, Zdravstvenem domu, da je na mesto, da tudi ta uvodni del, se pravi, uvedbe v samo izvedbo investicije obeležimo z postavitvijo temeljnega kamna in seveda z enim zelo, bi rekel, pozitivnim sporočilom vsem uporabnikom zdravstvenega varstva. Pereča tema, kar se tiče investicij v občini Litija, pa je obnova kulturnega centra. Ja, zagotovo vemo, da je bil kulturni center v poplavah 2023 močno prizadet. Že takrat so potekala določena obnovitvena dela, ki so potem bila kar močno poškodovana ob samih poplavah. Mi smo potem seveda prijavili škodo, uvrstili predlog v sanacijo in obnovo, tudi
sam kulturni dom, se pravi kulturno dvorano na stavbah, pripravili ustrezno dokumentacijo. Žal postopki res predolgo tečejo. Mislim, da po moji oceni ni upravičila pri pristojnih za takšno, bi rekel, proceduro več kot 4 mesecev, vendar kljub vsemu mislim, da se postopoma stvari le premikajo in da bomo lahko le najkasneje v prihodnjem letu štartali tudi z, se pravi, sanacijo in obnovitvenimi deli na samem kulturnem centru. Res pa je, da so določena varnostna tveganja, saj z vidika pregleda, se pravi, določene infrastrukture, to se gre konkretno za del odra, pokazala v tem smislu, da je treba narediti še eno detaljno preverbo, ali lahko kljub vsemu, glede na, se pravi, to mnenje, pa seveda za določenimi, se pravi, intervencijo, najdemo rešitev za ta prehodni čas in jaz upam, da jo bomo našli že to v prihodnjih dneh. Jaz se opravičujem vsem uporabnikom kulturnega centra, da je do tega sicer prišlo, vendar hkrati pa imam zavezo, da bomo poiskali čim hitreje rešitev, ki bo zagotovila, da vemo, da imamo najbolj optimalno sezono delovanja kulturne dvorane prav v času, se pravi, v terminu med 1. septembrom pa tja do konec junija, najde rešitev, da bo do, se pravi, začetka res tistih obnovitvenih del, ki bodo rezultirali na koncu v celoviti obnovi, najde rešitev, da bo ta kulturna dvorana lahko, se pravi, vsaj v tisti primerni funkciji za, bi rekel, tisto redno delovanje. In to bomo poskušali narediti res čim prej. Velika težava, ki jo imajo trenutno na Hotiču, pa je cesta. Ja, ta zadeva je že kar ena taka jara kača, ki se vije dolga leta. Gre za obvoznico Zgornji Hotič, tudi za ureditev krožišča oziroma ustrezne rešitve tako zavijalnega pasa v Spodnjem Hotiču, pa seveda ureditev avtobusnih postajališč, pločnikov in tako naprej, predvsem pa prehoda za pešce v Spodnjem Hotiču. Vendar se mi zdi, da je ta projekt že lahko zelo dokaj blizu. Namreč čaka samo na zadnje, se pravi, dopolnitve v recenziji, medtem ko je obvoznica Zgornji Hotič pa dlje do začetka izvedbe in tukaj je upravičeno, da je krajanom prekipelo. Tudi moramo reči, da je občina skozi opozarjala in opozarjamo tudi zdaj naprej pristojne. Namreč po naši oceni se zdi nesprejemljivo, da je država oziroma Vlada Republike Slovenije že leta 2022 v jeseni sprejela državni prostorski načrt. Od takrat pa do danes pa še ni izvedlo niti ne naročilo za izvedbo, se pravi, dokumentacije za samo gradnjo, DGD, pa seveda tudi drugi postopki. Ampak ta dokumentacija je res osnova za to, da se potem lahko pristopi še k odkupu zemljišč, pridobitvi, se pravi, pravice gradnje, gradbenega dovoljenja in pa izdelavo PZI dokumentacije. In zato krajani upravičeno ocenjujejo, da se zadeva ne premika, ne, in da je temu res dovolj. Ne. Namreč iz tega vidika je na mestu, da je prišlo do ustanovitve civilne iniciative. Jaz moram odkrito povedati, da pozdravljam to ustanovitev, tudi iz tega vidika, da ima občina še enega zaveznika pri samem projektu. Pričakujem pa, da bojo odgovorni na Direkciji za infrastrukturo pospešili postopke. Namreč po naši oceni je nesprejemljivo, da se mogoče par 100 tisoč evrov
ni dalo dobiti v 3 letih za, se pravi, saj ureditev teh ključnih postopkov, pripravo dokumentacije, pa seveda potem seveda odkupe zemljišč, zato da bi bil projekt pripravljen, ko bi se zagotovila sredstva na cestni infrastrukturi, da bi se lahko pristopili k sami izvedbi. In zagotovo je letnica, ki smo jo in so jo krajani dobili leto 2032, popolnoma neprimerna. Mimogrede moram reči, da je občina bila letos junija meseca pozvana za strani Direkcije za infrastrukturo, da mi podamo predloge, prioritetne predloge, glede tudi na pripravljenost projektne dokumentacije za, se pravi, investicije v državni cestni infrastrukturi. Mi smo šli iz tega pregleda in realno ocenili, da bi lahko v 3 letih, se pravi do leta 2028, če je le pripravljenost, lahko pripravili, se pravi DGD, dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, odkupili zemljišča in pridobili gradbeno dovoljenje, da bi lahko leta 2028 razpisali, se pravi, javno naročilo za izvedbo del. In se mi zdi, da je popolnoma na mestu, da vsi skupaj pričakujemo od odgovornih, da se tukaj premaknejo zadeve in poskušajo iskati rešitve, da dejansko lahko pridemo do same realizacije. Namreč sam mogoče še en stavek. Zdi se mi nesprejemljivo, da imamo v Šentjakobu prometno signalizacijo, ki dovoljuje promet z velikimi tovornimi vozili do naselja Zgornji Hotič, potem pa ne več, oziroma razen za lokalni dovoz. Vemo, da za normalno pretok te doline druge pretočnosti ustrezne ceste ni in dejansko so uporabniki ceste v prekršku. Hkrati je tukaj izjemen prometni zamašek in izjemno breme tudi za krajane. In z tega vidika upam, da bo čim hitreje prišlo do premika, se pravi, v smeri priprave ustrezne dokumentacije. Pa vendar je tudi svetla točka Hotiča nova šola. Sedaj se ureja okolica. Ja, lahko rečem, da smo res čisto v zaključni fazi. Šola vemo, da je že v obratovanju od spomladi, tako tudi vrtec, dvorana, samo še zunanja ureditev se urejuje. Mislim, da smo na dobri poti, da bomo tam pred božično-novoletnimi prazniki tudi zunanja ureditev končana in da bo dejansko potem ta projekt v celoti zaključen. Moram reči, da je izvajalec del podjetje Resal v zadnjem obdobju res pospešil za izvedbo del in če bodo vremenske razmere, kot zaenkrat kažejo, ugodne, potem mislim, da smo lahko na nek način, da dosežemo ta cilj, kar optimisti. Za nami so topli dnevi in vsi vemo, da sanacije cest najlažje potekajo takrat, ko je toplo. Kaj vse ste sanirali v kratkem? Ja, še nekaj cestnih odsekov je bilo v mesecu oktobru, pa zdaj proti novembru urejenih v začetku meseca. Tako je del javne poti v krajevni skupnosti Gabrovka. Tam gre res za ureditev ene krajevne obvozne ceste glede krajevnega središča Gabrovka. Zdi se mi, da je zelo pomembno, da se je moderniziral ta odsek, zato ker bo omogočil, da bo ob raznih dogodkih, to so predvsem bolj žalostni dogodki ob, se pravi, poslovilnem objektu, ki je zraven regionalne ceste, se lahko speljal promet ob tej javni cesti in da se za tisti čas ustrezno lahko tudi, se pravi, predvsem so to gasilci in pa drugi pristojni pri krajevni varnostni ureditvi,
omogočili, da se res v miru lahko opravijo tudi taki obredi. Pa seveda tudi ob drugih takšnih, se pravi, dogodkih, ki so zagotovo, dokler ne pride do ustrezne obvoznice v Gabrovki, nujno potrebni. Potem je v tem času prišlo do preplastitve še zadnjega odseka ceste ob koncu mesta Litija, se pravi Sitarjevške proti naselju Zavrstnik proti občini Šmartno do občinske meje. Potem se je tudi preplastil odsek 700 metrov v Kresniškem Vrhu in pa zaključil se je drugi sloj asfalta na tej poplavni sanaciji Litija-Sava v dolžini kar dobrih 2 kilometrov. Občina Litija je objavila dolgoročni razvojni program občine do leta 2035. Katere so tiste večje investicije, projekti, kaj vse naj bi se razvilo v teh letih? Ja, zelo veliko je teh investicij. Mi smo na nek način v pripravi tega dokumenta, ki ga je na nek način skupaj z občinsko upravo kreiral Razvojni center Srca Slovenije. Najprej razvrstili dokument v fazo analizo stanja, pregled uresničitve prejšnjega dolgoročnega razvojnega programa, potem pa seveda opredelitev za naprej. Najprej smo seveda razvrstili in zelo natančno opredelili vse tiste projekte, ki so v tem trenutku že v pripravljenosti za izvedbo, potem pa projekte, ki so v pripravi, ter potem še načrt projektov, ki po naši oceni naj bi občina Litija morala v obdobju predvsem bolj v obdobju 2030-2035, katerim bi mogla pristopiti. Predvsem pa mislim, da je osnovni poudarek na tem, da želi občina Litija graditi svoj razvoj na tako imenovanem trajnostnem, sorazmernem razvoju, ki govori predvsem v smeri, se pravi, zmerne rasti prebivalcev, števila naših občanov, ker se nam zdi to kot ena od osnovnih zadev, s katerim naj bi gradili na tako imenovanem tudi naravnem prirastu, se pravi, prirast že brez vključevanja priseljevanja, ki je tudi trend sploh v zadnjem obdobju, predvsem pa gojiti na razvoju tistih dejavnikov, se pravi, tiste industrije, ki je že tradicionalna, razvoj podjetništva, turizma in pa, se pravi, drobnega gospodarstva se pravi, tudi kmetijstvom, se pravi, tega zelenega, se pravi, poante, ki jo ima naša občina, zmanjšanja dnevnih migracij, kjer zagotovo lahko prispevamo k čistejšemu okolju in tudi k zmanjševanju stroškov vsake družine, vsakega posameznika posebej. Želimo si, da bi predvsem nadaljevali na tistih najbolj ključnih poudarkih, ki jih ima občina, se pravi, ustrezno zagotovitev urejene infrastrukture. Tukaj predvsem želimo, da bi se res v tem obdobju spostavljali vsi potrebni se pravi, pogoji in se pravi tudi pripravila vsa potrebna dokumentacija, da se ne že zgradi obvoznica Litija, ampak da se začne ob koncu tega obdobja pa graditi obvoznica Litija, ker se nam zdi to ena od zelo pomembnih zadev, da popolnoma, se pravi, že obstoječe poslovne obrtne cone, ki so še nezasedene, in da nadaljujemo za tem trendom gradnje družbene infrastrukture, ki vključuje tako imenovano medgeneracijsko zgodbo, se pravi,
urejanja teh ključnih infrastrukturnih objektov kot enega objekta v posameznem krajevnem središču, šola, vrtec, dvorana, tukaj v mestu pa seveda k nadgradnji tistih ključnih razvojnih infrastrukturnih projektov, se pravi, absolutno, da se v tem obdobju že do 2030 zaključi v celoti športni park Ježa, da se potem začne tudi z urejanjem športnega parka tukaj na Ježi, ureditev nove viseče brvi v Litiji, pa seveda ustrezna popolnjevanje in dograjevanje druge komunalne infrastrukture, od kanalizacijskih sistemov, vodovodnih sistemov in podobno. Za konec pa spomniva, da so objavljeni tokratni razpisi. Ja, tako kot vsako leto, tudi letos v jesenskem času so že objavljeni razpisi za kulturo, šport, mladino in socialo. Mislim, da je to zelo pomembno, tudi velik napredek v časovnici, in mogoče moj apel vsem društvom, klubom, da spremljate našo spletno stran, izkoristite to prijavo, zato ker vemo, da denar vložen v to ljubiteljsko zvrst, prostovoljno zvrst dejavnosti je zagotovo vsaj 3-krat povrnjen, in upam, da bo tudi letos odziv velik in da bomo lahko že v začetku prihodnjega leta imeli že tudi odločbe, pogodbe za sofinanciranje posameznih dejavnosti. Gospod župan, najlepša hvala. Hvala tudi vam in vse dobro.